Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, spoštovane delegatke in delegati, simpatizeri, spoštovani predsednik Nove Slovenije, kolega ministra, spoštovani glavni tajnik in vsi poslanci Državnega zbora ter seveda evropska poslanka. Najprej res iskrena hvala vsem članicam in članom Nove Slovenije za delo, za trud, ki ga opravljate za Novo Slovenijo, za to, da smo tako močna stranka, da lahko enotno skupaj delamo dobro za Republiko Slovenijo. In to je ravno to. Izhodišče za naše politično delovanje je zagotovo predstava nas samih o Sloveniji. O Sloveniji, v kateri želimo živeti. Torej, kakšne Slovenije si želimo, resnično želimo, je ključno vprašanje. Ključno vprašanje, ki diktira tempo našega političnega delovanja. Temelji, na katerih je ta naša ljuba domovina Slovenija nastala, so močni, trdni in globoki. To nam je prvi porok, da našo domovino, vsaj jaz sam, vidim kot državo, kjer njeni prebivalci radi živimo in jo imamo preprosto radi. Jaz vidim Slovenijo, ki je odprta in svobodnega duha. Vidim Slovenijo vrednot, ki spoštuje dostojanstvo posameznika. Vidim Slovenijo blaginje, kjer lahko vsak državljan izkoristi dane talente in odgovorne funkcije niso predmet porekla, politične ali pa druge pripadnosti. In vidim Slovenijo ideje, ki bodri ustvarjalnost. Vidim Slovenijo, ki je sproščena in ne zatohla, kjer vsakdo dobi svojo priložnost. In vidim Slovenijo dialoga, kjer ima vsakdo pravico do besede in moč soustvarjati boljši jutri. In vidim enotno Slovenijo. Enotno Slovenijo, ki pa jo različnost krepi. In zagotovo, drage članice in člani, vidim demokratično in pluralno Slovenijo. In ker vidim takšno Slovenijo, se splača zanjo boriti in prevzemati dodatne odgovornosti. Ker to je dežela, to je država potencijala in želja to, da ona raste. Sam sem optimist in verjamem v Slovenijo, v takšno Slovenijo, kot sem jo prej orisal. Gospe in gospodje, v najtežjih časih smo sprejeli odgovornost za vodenje države, ker smo za to dovolj zreli in tudi dovolj pogumni. Takrat, pred letom in pol, so mi rekli, zlasti seveda na politični levici, in nam tudi posmehljivo očitali zlasti pogum. Spoštovani, ja, imeli smo pogum, smo pogumni, oni pa ne. Pogum za garanje, pogum za soočanje s preprekami, grožnjami, tudi grožnjami in pogum za spremembe in pomembne premike. Vedel sem, da zmoremo in pri tem se nisem motil, kar tudi z odlično ekipo, tako na Novi Sloveniji, kot tudi na Ministrstvu za infrastrukturo dokazujemo prav vsak dan. Torej, najlepša hvala ekipi in tudi mojima dvema državnima sekretarjama, zlasti Alešu Miheliču, ki je član Nove Slovenije, in Blažu Košoroku. S svojo zagnanostjo in neustavljivo energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, z znanjem, drznostjo, a tudi modrostjo, delamo, gradimo in premikamo tudi tisto, kar je vrsto let tičalo in izgledalo je že kar pošteno zarjavelo. A dragi prijatelji, prav ničesar resnično ne spremenimo s tihim čakanjem v kotu, križem rok, jamranjem ali ponavljanjem vedno enih in istih stvari. Ali še slabše, če vse prepustimo drugim, da ponavljam, za spremembe, uspehe in rezultate so potrebni vizija, pogum, drznost in tudi odločnost. In tu ni prostora za mlačnost. Pika. V Novi Sloveniji ni prostora za mlačnost. Odgovorni smo namreč in tudi poklicani, da krojimo našo skupno prihodnost. In ta upor, ki se nam dnevno dogaja, seveda je pričakovan. Velik, ker se mestoma očitno tudi prekinejo razni finančni tokovi, razne mreže, sprege in ustaljeni vzorci. Nekaterim je namreč bilo na podlagi številnih let, morda desetletij, to samoumevno početje, kot da jim to pripada, a ne. Pa tukaj ne mislim samo na položaje, ampak tudi na vrednostni sistem.
Nova Slovenija, drage članice in člani, je prevzela odgovornost za vodenje 4 močnih resorjev v vladi. A naše delo ni običajno, ni podobno delu naših predhodnikov. In razmere so zaradi koronavirusa res popolnoma drugačne. A kljub temu zmoremo premikati mnoge projekte naprej, ki so prej stali desetletja. Vsak na svojem področju delamo neverjetne in skoraj nemogoče stvari. Ukvarjanje z ukrepi za zajezitev virusa v nas, pač na ministrstvu za infrastrukturo, ni zatrlo ambicij in ciljev, ampak za ekipo sodelavcev trdo delamo na številnih projektih in gradimo Slovenijo, da bo ta uspešna, pametna, drzna, zelena, digitalna in tudi energetsko učinkovita. In v mojih načrtih je infrastruktura, drage članice in člani, infrastruktura pomiri ljudi. Z investicijami v javno infrastrukturo bomo tako dosegli, da bo Slovenija povezana, zelena in okolju tudi prijazna. In toliko, kot se danes gradi po Sloveniji, obnavlja in investira, se v celi zgodovini te države še nikoli ni. In skoraj ni občine, da ne bi v tem letu obnavljali ali pa gradili. Pomemben je torej prav vsak del Slovenije. Dobra cestna infrastruktura, povezljivost je namreč ključnega pomena za razvoj podeželja, da se torej izkoristi prav vsak potencial za gospodarski preboj, ne glede na to, kje je posamezna občina in kakšna je oddaljenost te občine od samega središča Slovenije. Torej gradimo avtoceste in res sem vesel ter ponosen, da pospešeno gradimo 3. razvojno os. Dela tečejo na severnem toku oziroma na severnem kraku, a verjamem, da bo kmalu prva lopata zasajena tudi na južnem delu 3. razvojne osi proti Beli krajini. Prav tako smo pripravljeni na gradnjo hitre ceste od Ormoža do Ptuja, a žal moramo počakati še na vsa okoljska dovoljenja. Gradimo in obnavljamo, res pošteno gradimo in obnavljamo železniško infrastrukturo, železnice, ki res žal spominjajo na muzej na prostem. Ta trenutek se torej obnavlja primorska proga od Brezovice pa do Ljubljane. Obnavljamo tudi progo proti Šentilju in gradimo nov predor Pekel. Začeli smo tudi graditi drugi tir in to drugi tir brez aneksov. Brez aneksov gradimo drugi tir. Pripravljamo pa tudi celovito obnovo slovenskih železnic. Naredili bomo progo do letališča Jožeta Pučnika, dvotirno prog bo proti Kranju, Grosupljem, Ivančni Gorici in Kamniku. Prav tako bomo začeli z določenimi poseki v obstoječo progo proti Mariboru, da se bo potovalni čas med Ljubljano in Maribor z vlakom seveda skrajšal. Tako je, gospe in gospodje, gradimo in gradimo, kajti mnogo je bilo zatečenega. Zato je dela res veliko, a ta vlada skupaj z Novo Slovenijo je odprta za investicije. In smo vizionarji, imamo drzne, a realne projekte, ki jih bomo tudi izpeljali. In to, kar obljubimo, to potem tudi izpeljemo. In napredna Slovenija tudi digitalna. Obljubili smo e-vinjeto, naslednji teden jo dobimo. Torej, uvajamo e-vinjete na slovenskih avtocestah. S 1. decembrom 2021 bomo tako dobili elektronsko vinjeto in konec bo strganja vinjet z vetrobranskih stekel, ki je bila vsakoletna folklora konec januarja meseca. Pred nami pa so tudi ključni izzivi na področju energetike. Poraba električne energije bo vedno večja, zato moramo ustvariti nove priložnosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Če želimo uresničiti podnebne cilje in razogljičenje družbe, ter hkrati biti energetsko neodvisna država, potem moramo dodatno vlagati v sončno energijo, dodatno vlagati v vetrno energijo in dodatno vlagati tudi v naš hidropotencial, torej vodno energijo. Toda žal, samo obnovljivi viri energije ne bodo dovolj za našo energetsko neodvisnost. Žal, to ne bo dovolj. Zato pa imamo nove tehnologije, kot je jedrska tehnologija. In tudi zaradi tega zavedanja, da Slovenija mora biti energetsko neodvisna država, smo na Ministrstvu za infrastrukturo izdali energetsko dovoljenje za gradnjo oziroma za začetek postopkov umeščanja v prostor drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Brez jedrske energije bomo težko bili energetsko neodvisni. In zlasti ob zavedanju, da se bo leta 2033 po vsej verjetnosti s tem letom končalo kopanje premoga v Velenju, zlasti s tem zavedanjem smo se odločili
in dali priložnost dodatno jedrski energiji. Torej, za zeleni prehod, ki je nujno potreben, za zeleno tranzicijo, smo tudi pridobili dovolj denarja, tako v proračunu, kot tudi skozi nepovratna evropska sredstva. In za zeleno tranzicijo, za razogljičenje smo na ministrstvu pripravili številne zakonske in druge strategije, podlage, ki so v parlamentu tudi že sprejete. In narekujemo tempo, da imajo potem lahko energetska podjetja vso zakonsko podlago, da investirajo v zeleni prehod. In ob vsem tem delu, ki sem ga naštel, še uspešno predsedujemo svetu EU. Uspešno predsedujemo svetu EU in smo lahko ponosni na to naše predsedovanje. Spoštovane gospe in gospodje, da, s tlakovanjem cest, pločnikov in gradnjo železniških tirov ustvarjamo vsem prijaznejšo okolico in vsakdanje življenje. A ključna sestavina pri tlakovanju poti v boljši jutri za vse so pač naše vrednote. Naše vrednote, od katerih saj sam, tudi moja ekipa, ne odstopamo. In te vrednote so os mojega delovanja, moje drže. In to sporočamo vsem, ki si prizadevajo ali pa želijo, da se upognemo, zlomimo ali pa da skrenemo iz začrtanega programa, iz začrtane osi. A odgovornost, poštenost, spoštovanje, delavnost, solidarnost, skrb za sočloveka so pa tiste vrednote, za katere se res splača boriti. In če kdo, potem smo v Novi Sloveniji tisti, ki smo dokazali, da zmoremo poprijeti za odgovornost. Da ko začutimo klic, se ne upognemo, ampak poprimemo za delo. In v letu in pol te vlade smo pokazali, da znamo in zmoremo bolje upravljati to državo. A naša misija še ni končana. Naša komisija se šele začenja. Zato gremo na volitve po rezultat, drage članice in člani, ki bo porok, da bo naslednja vlada še naprej razvojna, učinkovita in da bo vedela, kaj je vizija. In na nas samih je, kakšna bo Slovenija v bodoče. Zato članice in člani res vabim k dodatnim aktivnostim, da ohranimo Slovenijo vrednot in Slovenijo vizije. Znamo bolje. Prihodnost pa je v naših rokah. Najlepša hvala.